Ta druga stvar, ki je malo mem, to je rekla Tina, da moram poudariti, pa se absolutno strinjam. Dobro jutro. Stari, ti veš, koliko je ura? A veš, o čem je fora? Snemam eno reklamo, jaz je ne snemam, jaz nastopam v reklami. Zdaj smo 2 dni snemali v Ljubljani, zdaj gremo za en dan snemati v Milano, na konc meseca gremo pa snemati še v Singapur. Ko bo vse skupaj ven prišlo, bom pokazal pa povedal točno zakaj gre. Ok, osnovo, vsaj približno poznaš, avto je pa C4 Cactus. To je tudi eden izmed avtov, ki se bo danes z nami peljal v Milano in bom čez dan, ko bom utegnil povedal kaj o tem, kakšen se mi zdi. Kupenih luštnih plusov, tudi ene par minusov. Tik pred mejo, ekipa počasi kapla skupaj, zdaj pičemo pa naprej. Prva pauza, kakšno uro pred Milanom, kar se tega le tukaj tiče, stari 4-3, vsake toliko časa tudi 4-2, tako da kar v redu povprečje za čist poln avto, 4 potniki, do konca poln kufr z opremo, kamere, štenderji in tako naprej. No, tako mi smo tukaj bliz centra, jaz se moram počasi ugvantati, a če imam kje treme. Hola, amigos. No, tako približno izgleda, ker sem jaz svoj del posnel. Zdaj sem že frej, zdaj se dogaja pa druge stvari. A pokažem? Pa vsakič, ko se take naredi, se ekipa zbere pri kameri pa pogleda, ne? On tak mehen zaslonček gleda 150 ljudi. Enač, par besed o Cactusu. Če ste slučajno pozabili, Citroen ne bo več delal C4, ker za C4 veš, da je nastopil v Golfovu razredu, ne? To je pa pravzaprav na en način zdaj njegovo nadomestilo. Veš, Citroen je naredil na tako mini rošado in Cactusa, ki je bil prej daleč najbolj funky Citroen, mal zresno pa ga pripravil na novo nalogo. In zdaj na kakšen način pa ta avto lahko konkurira v Golfovu razredu? Za začetek je še vedno hud posebnež, ne? Tudi z obliko. Je pa tukaj znotraj v kabini vse še vedno en tak poseben feeling, mal drugačen. Mi smo se z njim v Milano prepeljali, je udoben, je mehek, ni pa potovalnik. Pismo, če pričakuješ recimo kakšno bočno oporo na zicih, forget about it. Drugač pa le tole gledam pred sabo. Volan ni presekan sam spodi, ampak tudi zgori. Pa tale del tukaj pred sovoznikom je k sreč obdržal to svojo obliko, tudi po prenovi. Mislim, mu da neki ekstra karakterja, tako luštno zgleda, pa predalček se na gor odpre. Zdaj v vmesniku ne mislim zgubljati besed, moram reči, da te osnovne stvari so vse na tač, ampak moram reči, da so gumbi dost veliki, to se pravi rihtati klimo pa te reči, ben problem. Pa še ena posebnost, ki moram reči, da je bila do zdaj čist vsakmu všeč. Takle vrste ročka za odpirati pa zapirati vrata. No, ampak imaš pa par rešitev, ki so bile že prej pred prenovo, fora v levo. Najbolj me pravzaprav moti, da imaš tukaj naslon za roko. Lej, takole zgleda, čisto okej, ne? Ampak veš, kaj me pomoti, ker se jaz propisno namestim za volan, imam porad tale naslon za roko, da je tako, da ga lahko uporabljam, tle pa ni. Nikjer blizga ni. A veš, pri večini sodobnih avtov se da naslone za roko prilagoditi, a ga malo ven potegneš, a ga celo malo dvigneš, tukaj pa, moj komoc, kje je, stari? Ni na ta pravem mestu, no. Ta druga stvar, ki je malo mem, to je rekla Tina, da moram poudariti, pa se absolutno strinjam. Citroen, kje je špegoček? Tretja stvar pa, po moje tisti, ki ta avto že vsaj pikico poznate, zadnje šipe ne grejo dol. Mislim, lahko jo mehen odpreš, vidiš? Takole. Ja, tudi malo manj luštne stvari, ne samo luštne stvari naredijo avto funky, zanimiv pa drugačen. A pa kaj še pogrešam? Merilnik vrtljajo. Pred prenovi ga ni imel, po prenovi ga nima. Jaz mislim, da to ni taka rešitev, ki bi bilo pretežko implementirati. Ampak, tako ko so se odločili. To gre nekako usporedno s preprostostjo tega avta. Kljub temu, da je funky, je še vedno zelo preprost, pa tudi preproste rešitve uporablja. A kakšen se mi zdi, če potegnem črto? Stari, moram reči, da kljub kupam stvari, ki mi niso toliko všeč, mi je avto generalno lušten. Evo, ura je po 7 zvečer, dan se zaključuje, ekipa pospravlja se skupaj. Zdaj treba prijeti pa sam še iz Milana, do Gorice, pa pol do Ljubljane, pa do Maribora. A pa mogoče samo še ena stvar. Ura je pol 1 zjutraj, prišel sem v Ljubljano, Citroena C4 Cactus sem vrnil, prevzel sem pa Mazda CX-5, zdaj pa res dal za danes. Ajde.